Turistična sezona je pred vrati. Poročali smo že, da je pred 2 tednoma Zavod za mladino, kulturo in turizem skupaj s koprsko interesno skupino za turizem priredil turistični forum, na katerem je debata tekla predvsem o pripravi turistične strategije in razvoju turistične destinacije Slovenska Istra. Razvoj turistične strategije Mestne občine Koper poleg razvoja turistične destinacije zasleduje cilje strategije slovenskega turizma 2022 do 2028, ki predvideva razvoj zelene butičnosti z manjšim odtisom in večjo vrednostjo, ali kot so zapisali, zmerno povečanje kapacitet in kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa koncentracijo na višjo kakovost pod načelom nekaj več in veliko bolje, predvsem pa uravnoteženo. Mestna občina Koper skupaj z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper je pričela z aktivnosti vezani na revidiranje in novelacijo obstoječe strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025. Nova strategija bo zajemala obdobje do leta 2030. Znotraj teh aktivnosti smo pričeli že z izvedbo nekaterih delavnic. Tu gre velik poudarek tudi vključitvi čisto vseh deležnikov na destinaciji, ker se zavedamo, da pri pripravi novega strateškega dokumenta velja velik pomen ravno na deležnikih. Saj realizacija tega akcijskega načrta in posledično sam razvoj je odvisen tako od lokalne skupnosti, ampak tudi od ponudnikov in nazadnje tudi občanov, ki tvorijo destinacijo. Do kdaj naj bi ta novelirana strategija bila pripravljena? Tako načrtujemo nekje do najkasneje jeseni, da naj bi bila spisana, vključno tudi z delavnicami, z vprašalniki, vsem skupaj. Tudi javna predstavitev bo, tako da potem pa gre na občinski svet v potrjevanje in pač mi si prizadevamo, da bo to pač vsekakor v letošnjem letu. Pričakujete pa, da bo v bistvu končni izdelek pravzaprav strukturirano predstavljena načrt promocije turistične destinacije Slovenska Istra, ki bi bil lahko primerljiv recimo s projekti, ki so jih na Hrvaški Istri naredili in bili zelo uspešni. Kolikor sem razumela, je to cilj? Seveda nam je v interesu in želja je, da se oblikuje dokument, zelo konkreten dokument z jasnim akcijskim načrtom, kjer bo pač vse te aktivnosti opredeljene, ker si želimo, se pravim, neko konkreten dokument, ne pa nek dokument, ki je spisan bolj zato, da je spisan, ampak pač, da je uporaben tudi nazadnje splošni javnosti. Boste potem tudi pomagali organizirati v bistvu povezovanje deležnikov, da bi recimo neke nove produkte razvijali, a je to tudi cilj? Ja, to je ravno to, v tem letu načrtujemo ravno neko tako zadevo. Že v začetku poletja načrtujemo izvedbo določenega poziva in potem skupaj s ponudniki kreacijo nekih takih konkretnih produktov, doživeti, tako da to je predvideno tudi za letos. Interesna skupina za turizem deluje zadnje 2 leti. Ustanovljena pa je bila na pobudo Zavoda za mladino, kulturo in turizem z namenom sodelovanja z deležniki s področja turizma v Mestni občini Koper. Sestavljajo 7 članov, med njimi predstavnika nastanitvenih ponudnikov, predstavnik ponudnikov doživeti, gostinskih ponudnikov, predstavnici vinarjev in oljkarjev ter predstavnik trgovcev. Aleša Piščanca, lastnika hotela Grand Koper, ki v skupini predstavlja ponudnike nastanitvenih kapacitet, smo povprašali o tem, kako skupina deluje in kaj se od nje obeta. Torej, kar nekaj skupin je v zadnjem času aktualnih. Torej, ena je delovna skupina ponudnikov turizma, katere član sem tudi. Potem na drugi strani je tudi skupina za pripravo nove strategije. To v bistvu je ena taka širša skupina. Na prvi skupini je največji pomen v tem oziroma ideja v tem, da dvignemo zavednost te panoge, da je to pač le gospodarska panoga. Na drugi strani pa za to drugo skupino pa razvijamo novo strategijo
sicer ne tako dolgoročno, neko etapno, in mislim, da smo na pravem poti in da se bo začelo lepo odvijati vse skupaj. Velika beseda, ki jo redno srečujemo tudi v povezavi z razvojem turistične destinacije Slovenska Istra, je butičnost. Kaj pravzaprav to pomeni? Kot je zapisano na spletni strani slovenija.info, butičnost glede na svoje značilnosti udejanja trajnostno filozofijo, saj nasprotuje množičnemu turizmu in razbremenjuje turistične tokove. Spoštuje lokalno in prinaša večjo vrednost za lokalno okolje, ter prakticira individualni pristop za bolj zadovoljnega gosta, ki se vrača in potroši več. Butičnost ali v tem smislu bolje rečeno petičnost cilja na turistično ponudbo, usmerjeno v petične goste, torej zahtevnejše goste s težjimi denarnicami. Da bi take goste v Koper privabili, pa je, po zgledu sosednje Istre, potrebno oblikovati nove turistične produkte, ki bodo dovolj zanimivi, da se bodo gostje pri nas ustavili dlje kot le za dan ali dva. Pa poglejmo najprej, kakšen tip gostov zdaj prihaja v naše kraje. Torej, naš hotel ima eno simpatično mešanico gostov, gre veliko za poslovne goste, po drugi strani pa individualne pare tudi, ki so pač klasični turisti, ne? To je v sezoni. Lepo se to vse skupaj prepleta, izven sezone je malo več poslovnih gostov, v sezoni je malo več individualnih gostov in mi jih pač nagovarjamo skozi te ciljne usmeritve, torej poslovne na en način, individualne na drugi način. Ponujamo tisto, kar pač naše okolje torej po osnovi ponuja, kar moramo izkoristiti, ne? Kot sem omenil že prej, lepo, bogato kulturno dediščino starega mestnega jedra, morje, vse te športne infrastrukturo, prijetno okolje, torej mediteransko okolje. Mislim, ogromno lepega v Kopru. Lea Rener, mala ponudnica turističnih apartmajev iz Kopra, prav tako pravi, da so njeni gostje zelo različnih profilov. Od mladih popotnikov do individualnih parov, v času športnih dogodkov prihajajo športniki, veliko pa je tudi družin, ki se na poti na Hrvaško za dan ali dva ustavijo v Kopru, da si na kratko ogledajo našo obalo. Turisti povprečno pri meni ostanejo 5 dni, ampak to je na podlagi zniževanja cen. Jaz nimam dosti časa, sem mama, sem zaposlena in potem znižam ceno turistom, ki ostanejo več. Kaj se tiče tudi ekologije, je manj pranja, manj čiščenja, manj sprejemov, check-in, check-out in imam v bistvu s tem manj dela, pa enako denarja. Tudi na splošno je želja ponudnikov turističnih nastanitev, da bi njihovi gostje v Kopru ostali dlje časa. Koper je sicer v primerjavi z letom 2019 zabeležil 22% rast števila prenočitev, kar je največja rast v primerjavi z ostalimi obalno-kraškimi občinami, eden pomembnih ciljev turistične strategije v pripravi pa ostaja goste privabiti tudi v ostalih mesecih leta. Želja razviti turistično destinacijo prihaja predvsem iz vrst turističnih ponudnikov, ki so pod prejšnjim županom in z njegovimi nenavadnimi idejami dobili zagon. Danes pa nekateri pravijo, da je videti, kot da občine turistični razvoj ne zanima dovolj. Kako na te očitke odgovarja župan Aleš Bržan? Jaz mislim, da je prišlo do slabega razumevanja mojega uvodnega govora na forumu za turizem, predvsem zato, ker sem začel s provokacijo, da pač turizem ni najpomembnejša panoga v občini Koper, ker imamo pristanišče in je to zaenkrat prav gotovo tisto, ki daje več kruha več ljudem ali pa več družinam. Sem pa tudi povedal, da ima največji potencial, kar se tiče različnih področij, ki ga moramo znati dobro izkoristiti. In sem povedal tudi to, da ne bo veliko pomagalo, če ne bomo imeli dovolj vode v naših krajih. Kar se tiče primerjave z preteklimi leti, pa mislim, da že sama dejanja in tudi rezultati kažejo svoje. Torej, bistveno več se je naredilo ali pa bistveno bolj učinkoviti smo bili, kar kaže tudi rezultati. Imamo več nočitev, imamo tudi več hotelskih nastanitev, skratka, najmanj, kar je to, da ne nagajamo ponudnikom, pa tudi pomoč samemu sektorju, mislim, da je več kot očitna. No, dogodkov je bilo v času covida prav gotovo bistveno manj. To je dejstvo in počasi se tako organizatorji kot oziroma vsi ponudniki in organizatorji spravljajo ponovno nekako na noge. Treba se zavedati, da tudi post-covid obdobje terja
kar nekaj energije za to, da se vzpostavi normalno stanje. Sredstva namenjena dogodkom so tako, kot so bila prejšnja leta. Skratka, vse se postavlja v take tirnice, kot je bilo, predvsem pa je želja to, da se postavi veliko bolj učinkovito stvari. Kaže torej, da je občina vendarle prisluhnila željam turističnih deležnikov. Skupina za turizem deluje, skupina za pripravo nove strategije prav tako. Za letošnjo sezono se v Kopru obeta več kot 80 prihodov potniških ladij, ki bodo v Koper pripeljale več kot 124.000 turistov. Poleg tega je napovedan tudi pester kulturni program. Kar se tiče načrtov za prihajajočo poletno turistično sezono. Že v letošnjem letu smo zakorakali z nekaterimi odmevnimi dogodki, prireditvami, kot je recimo 13. istrska pustna povorka, potem uspešno izveden branč na trgu skupaj s starodobniškim klepetom ob kavi, ki smo ga organizirali skupaj z društvom Adria Classic sladoledni dan. Čakajo pa nas seveda tudi številne druge prireditve, dogodki, od Kopra na dlani do našega zelo prepoznavnega in vse bolj priljubljenega festivala Altroke Istra, Gourmet festivala. Skupaj s Sladko Istro, konec leta Fantazima, tako da resnično bogato dogajanje tudi v letošnjem letu. Sicer pa imamo v načrtu tudi izid nove prav posebnega vodnika, knjižice, vodnik, 50 skritih kotičkov koprskega podeželja, ki vključuje v bistvu nek interaktiven, zabaven način raziskovanja koprskega podeželja, zelenega podeželja. To raziskovanje, ta vodnik je razdeljen v 5 sklopov, ki je nekako namenjen 5 ciljnim skupinam, od zaljubljencev do posameznikov, do skupinam, prijateljem, družinam, tako da bo resnično lepa popestritev tudi za raziskovanje našega bogatega zelenega podeželja. Obenem pa načrtujemo v letošnjem letu tudi vzpostavitev prav take posebne tematske poti. Skupaj z Zavodom Škratelc pripravljamo za letošnjo jesen otvoritev ene take tematske poti, ki bo na območju Kubeda. No in se bomo priključili tej zelo priljubljeni in vse bolj poznani, prepoznavni tematski transverzali, ki pač v okviru Zavoda Škratelc deluje. Drugače pa v okviru skupnih sodelovanja, v okviru Love Istria poteka tudi v tem obdobju številni sejmi, predstavitve, tako da te bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Kako pa se na turistično sezono pripravljajo v najbolj prestižnem hotelu v Kopru? Turistična sezona se pripravljamo običajno, torej najbolj pripravljamo naše zaposlene na to, da bo malo bolj intenzivno delo. Drugače nič posebnega, delamo še zadnje marketinške zadeve in se organiziramo tako, da bo tekoče. Koprski turistični ponudniki imajo sicer jasno začrtane ideje o tem, česa si želijo v prihodnje. Jasno je, da si želijo podaljšati sezono. Z uvedbo butične ponudbe pa se seveda nadejajo tudi možnosti višjih zaslužkov. Kako pa si predstavljajo uresničenje teh želja in česa si želijo od občine? Jaz osebno bi si želela še bolj butične ponudbe, ne malo več, pa dosti boljše, ampak res dosti boljše. Res je, da smo blizu luke, res je, da nimamo elitnih plaž, ampak lahko pa delamo dosti več in na športnem turizmu, kot je bilo povedano, in tudi na tem gospodarskem turizmu, ker mislim, da če smo že gospodarsko mesto, da bi to bilo mogoče še bolj primerno. Jaz kot mali ponudnik si predvsem želim, da bi lahko svojim gostom, ki pridejo, ponudila bolj kulturno dogajanje, ki ga jaz ne morem ponuditi kot mali. Se pravi, pričakujemo od občine, od turističnih organizacij to vrsto, se pravi, kulturne prireditve, koncerti, športi. In to mogoče na enem mestu, spletno stran, dogajanje recimo na obali, glede na to, da hočemo povezati Ankaran, Izolo, Koper, Portorož, se pravi, od športnih aktivnosti, aktivnosti za otroke, koncertov, gledališč, ampak da imamo vse na enem mestu. Jaz recimo moram brskati pa svojim potem gostom, sufrirati, posredovati informacije v angleščini, v nemščini, francoščini
in je to precej naporno, ne. Meni je najbolj všeč, je najbolj pri srcu pobuda dveh političnih skupin strank za eno večje sejmišče velikega svetovnega formata, kar bi nam prineslo, oziroma celi regiji bi prineslo eno veliko dodano vrednost izven sezone, torej govorimo od meseca oktobra do meseca maja, kjer bi lahko mi zgenerirali še enkrat toliko nočitev, kot jih generiramo zdaj v špici sezone. S tem bi lahko malo razbremenili sezono, ker ne bi bili toliko odvisni od sezone, da moramo na vso silo pobrati tisto, kar pač moramo v 3 mesecih. To je ena zadeva, ki bi nam zelo pomagala. Po drugi strani pa imamo še izziv starega mestnega jedra. Tukaj bi veljalo razmisliti predvsem o tem potniškem turizmu, torej turizmu iz potniških križark, ne, da bi bil Koper kot ena začetna destinacija z lepim potniškim terminalom. Upam, da bomo v tej smeri tudi kaj naredili. Prva potniška ladja je v Koper priplula leta 2005. Od takrat pa se je število prihodov na sezono le povečevalo vse do leta 2020, ko je pandemija za 2 leti skorajda zaustavila tovrstni turizem, vendar ne za dolgo. Ta se je lansko leto ponovno pričel vzpenjati. Od 6 milijonov turistov, ki se jih je v letu 2021 odločilo za križarjenje po Mediteranu, je v lanskem letu številka skokovito narasla na 24,13 milijonov gostov. Do leta 2030 pa ta turistična branža načrtuje rast do 30 milijonov gostov na križarjenjih po Mediteranskem morju. Kakšna pa so sicer pričakovanja za letošnjo sezono v Kopru? Letos pride v Koper skupno 82, predvidoma 82 potniških ladij. Na krovu naj bi bilo tam približno 125 tisoč potnikov. Večina ladjarjev je starih znancev, imamo sicer tudi enega novega, drugače je pa 11 ladij, ki se bodo v Kopru privezale prvič. Največja je 330 metrov dolga, kapacitete ima skoraj 6 tisoč potnikov in članov posadke, tako da bo zanimivo, no. Ali obstajajo podatki, koliko denarja od tega turizma potniških ladij dejansko ostane v občini Koper? Zdaj, neke raziskave so izvedene, sicer ne na občinskem, na področju naše občine, ampak vsekakor se beležijo prihodki tako Luki Koper, kot tudi raznim trgovcem, trgovinam, lokalom, zaradi pač potrošnje in potnikov in članov posadke. Ne smemo pozabiti na vsa delovna mesta, ki jih pač generira tudi tovrstni potniški promet. In pa seveda turistične agencije, ne? Naše turistične agencije beležijo konstantno rast prihodkov ravno na račun potniških ladij. Ali morajo gostje križark plačati turistično takso? Trenutno naša zakonodaja tega ne predvideva, smo pa v Mestni občini Koper že naslovili pobudo za spremembo zakona o spodbujanju razvoja turizma na pristojno ministrstvo in smo predlagali, da bi pač zavezanci za plačilo turistične takse postali tudi potniki na teh krožnih potovanjih v mednarodnem potniškem prometu. V soboto sta prišle prve 2 križarke v Koper. Se je to poznalo na vašem poslu, v vaši trgovini? So turisti obiskali in kaj kupili? Če smo odkriti, ja. In se je tudi končno začelo in je mesto malo bolj oživelo, ker smo bili zdaj v mrtvilu in končno se je začela sezona. Se torej nadejate, da bo letošnja sezona boljša, glede na to, da obljubljajo, da bo prišlo več kot 80 bark? To verjetno kar precej vpliva tudi na vaš promet. Vsekakor, ker se je to že lani poznalo lepo. Dobro, mi smo kar zadovoljni, mislim, da bo boljše, ker lansko leto je bilo v redu. Se pravi, lani se je že poznalo po 2 letih? Ja, se je poznalo precej. Nekaj malega več ljudi je bilo. Je pa s temi križarkami tako, enkrat delam jaz več, enkrat dela sosed, kakorkoli, meni je lepo videti, da je mesto polno ljudi. Super, kaj pa lani v bistvu se je poznalo, glede na to, da 2 leti jih ni bilo praktično skoraj, lani je bila že boljša sezona, so mi povedali, si prodala več, ko so prihajali turisti? V naši trgovini ali pa moji trgovini v bistvu je lansko leto bilo med slabšimi leti glede križark.
Ampak misliš, da bo za letošnjo sezono napovedujejo rekordno število prihodov ladij in tudi turistov? Pričakuješ, da bojo? Mislim, ker tukaj imaš vseeno, so izdelki, ki so slovenski, ne? Tako da najbrž bi jih to zanima. Ja, vsi vedno pričakujemo, da bomo boljše delali. Zdaj, kolikor je to vidimo potem, ampak kakršen vsak evro več prav pride. Ko je govora o velikih potniških ladjah, križarkah, se hitro odpre tudi vprašanje o njihovem vplivu na okolje, še posebej v povezavi z onesnaževanjem morja in kopnega. Pozanimali smo se, kako je s tem, in ugotovili, da so predpisi Mednarodne pomorske zveze IMO od začetka letošnjega leta bistveno strožji. Ladje morajo namreč beležiti svoj ogljični odtis in upoštevati visoke standarde glede vpliva na okolje. Zdaj imamo predpise, da vse ladje, tudi tiste, ki so že v eksploataciji, morajo spremeniti nekatere stvari oziroma razne stroje, razne naprave, da zadovoljujejo vse predpise, ki so veljavne. Torej, tiste ladje, ki prihajajo v Koper, so isto tako dobre, kako tista, ki je šla za delnice Monfalcone pred mesec dni. In to je nemogoče, da ena ladja lahko prihaja zdaj v luko, da nima vse certifikate, kakor zahteva IMO. Zdaj z razvojem tehnologije imajo tudi potniške ladje vgrajene že vrhunske sisteme, torej od nekih sistemov za čiščenje odpadnih voda, z strogo recikliranje odpadkov, odlaganje odpadkov. So ladje tudi, torej in trup, in motori, in propelerji, vse je že oblikovano na tak način, da je energetsko čim bolj učinkovito. Ladje se tudi držijo tega, da plujejo večinoma po noči, torej na nizkih obratih, tako da tudi tako manj obremenjujejo okolje. Vsekakor je pa odvisno tudi od nas, marsikaj, ne. Ladja se recimo, ko je v pristanišču, lahko priklopi na električno omrežje, ne. Moramo pa mi omogočiti dejansko ta priklop, ne. Tako da verjamem, da nas spodbuja tudi ravno te prihodi potniških ladij, nas spodbujajo v to, da tudi mi razvijamo neke rešitve, ki bodo tudi to vrsto transporta, konec koncev vsak transport onesnažuje, ne, na žalost. Koprsko pristanišče zaenkrat še ni opremljeno z električnimi priključki, imenovanimi cold iron, ki omogočajo priklop ladje na električno omrežje v pristanišču. S tem namreč ladja lahko zaustavi svoje motorje, ki v največji meri vplivajo na hrup in onesnaževanje. To naj bi bilo omogočeno najkasneje do leta 2030. Potrebno je namreč zgraditi direkten visokonapetostni daljnovod do Luke Koper. Čeprav se vsi večinoma veselimo poletja, pa nismo vsi tako zelo navdušeni nad prihajajočo turistično sezono. Turizem namreč vsem ne prinaša koristi in dobičkov, ki jih beležijo ponudniki turističnih nastanitev. Zaradi vse večjega povpraševanja po nastanitvah namreč cene nepremičnin rastejo, skladno s tem tudi najemnine, vse več lastnikov pa se zaradi večje donosnosti odloča za turistično oddajanje svojih nepremičnin. Posledično je družinam, ki nimajo v lasti nepremičnine, vse težje priti do stanovanja. Koprskega župana smo zato vprašali, ali ima občina izdelano strategijo za reševanje stanovanjske problematike, ki je v Kopru vse bolj pereča tudi zaradi razvijajočega se turizma. Ja, občina lahko ukrepa le na določenih področjih in to je na prvi vrsti tako, da omogoča stanovanjskemu skladu, da gradi tržno najemna stanovanja in omogoča tudi zasebnikom, investitorjem, da gradijo. To se je v preteklosti na nek način poskušalo omejevati, danes mi to sproščamo, ker se zavedamo, da je stanovanjska stiska precejšnja. Hkrati kljub želji, da bi se nekako uravnavalo ta trg ponudbe tako študentskim stanovanjem kot turističnim nastanitvam, tega orodja nekako občina nima, zato razen tam, kjer je solastnica, kjer da soglasje za spremembo namembnosti, pač tukaj nimamo nekega orodja, da bi lahko v to posegali. Pričakujemo pa, da država, predvsem kar se tiče mestnih jedr, starih mestnih jedr, bo sprejemala neke ukrepe, zato da se to na nek način uravnovesi na tak način, da ne bomo izpraznili mesto, da ne bomo hkrati imeli neko mesto duhov, kot govori že marsikdo za recimo Piran. Želimo si živa mestna jedra, kjer je polno prebivalcev, prebivalci pa vemo, da so tisti, ki živijo več kot samo kakšen vikend na leto.
Poleg stanovanjske problematike sta med najbolj perečimi infrastrukturnimi problemi, povezanimi s turizmom, tudi promet, torej slabe cestne povezave, ter problematika pomanjkanja pitne vode v poletnih mesecih. Naslednjo je župan opozoril že na turističnem forumu in ni še rešena, čeprav je država v preteklem tednu nastavila določene rešitve, ki naj bi omogočile dobavo dodatnih količin pitne vode tudi v primeru večje suše poleti. Več o tem bomo raziskali prihodnji teden v Temi tedna. V tokratni oddaji pa smo župana Aleša Bržana povprašali še o tem, kdaj se lahko nadejamo rešitve problema neznosnih gneč na cestah, ki povezujejo slovensko Istro s Hrvaško. Je kaj znanega o tem, kdaj naj bi se povezovalne ceste preko slovenske Istre do Hrvaške uredile tako, da bi bila pretočnost v poletnih mesecih večja, gneča pa manjša? No, časovnice jaz ne znam napovedati, ker to je stvar državnih inštitucij. Na zadnjem sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo smo se dogovorili, da se pospešijo aktivnosti za izgradnjo Šmarske ceste, to pomeni pač ukrepe za povečanje pretočnosti. Hitra cesta Koper-Dragonja, načrtovana, pa je še precej daleč. Postopek državnega prostorskega načrta je v teku. Celo sam sem pristal na to, da se tudi za kakšen mesec zavleče, ko bodo te ukrepi na Šmarski cesti narejeni, da se takrat tudi naredi neko študijo, prešteje promet, po domače povedano vidi, kakšna obremenitev bo takrat ob upoštevanju, da so ukrepi, da ni več mej in takrat, da se ponovno potrdi ali pa morda tudi zavrže smotrnost izgradnje hitre ceste. To predvsem na željo civilne iniciative, ki nasprotuje gradnji te hitre ceste, ampak ne bo ta korak vmes za to, da se ugotovi, ali je to res potrebno ali pa ne. Če torej med največjimi težavami turizma na obali lahko izpostavimo nerešene infrastrukturne probleme, kot so nekatere cestne povezave in pomanjkanja pitne vode poleti, potem razumemo, da je butičnost morda odgovor, saj bi manj gostov in več denarja gotovo prispevalo k reševanju omenjenih problemov, če bo presežen denar seveda potem usmerjen v to. Vendar, če se ozremo k sosedom in njihovim uspehom z razvojem turistične destinacije Istra, lahko ugotovimo, da številčnost visokim cenam navkljub vendarle ne upada. Visoko ceno zanje pa plačamo tudi na tej strani meje, saj se soočamo s tako imenovanim tranzitnim turizmom, ko se turisti na poti na Hrvaško pri nas ustavijo kvečjemu na kaki pijači in jedači, redkeje prenočijo, večinoma pa zgolj nagnetejo ceste in domačinom grenijo življenje v poletnih mesecih. Za konec pa izpostavimo še nekoliko hudomušno navedbo direktorice Direktorata za turizem, izrečene na nedavnem turističnem forumu, ki se zdi dobro vodilo za oblikovanje vsakršne razvojne turistične politike. Sposodila si bom en stavek od avstrijskega kolega, ki je rekel, v turizmu je pomembno kapirati, ne kopirati. Se pravi, tisto, kar nekje drugje deluje, ni nujno, da bo delovalo tudi pri nas, zato je treba razumeti in seveda stvari primerno implementirati. Nedvomno je prava pot tista, ki zagovarja uravnotežen razvoj, tudi turizma, vendar pri tem ne smemo pozabiti na reševanje socialne in infrastrukturne problematike. Lepše nam namreč bo, če bomo zadovoljni vsi. Pa veselo poletje vsem!